Tokrat v družbi 3 priključnih hibridov ugotovimo, da gre energija skozi menjalnik. Potem pogledamo, ali znajo motoristi v kritični situaciji pravilno zavirati. Na to pa je povezano tudi današnje vprašanje avtomobilnostnega kviza. Bodite z nami. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Kot vsako pomlad se tudi to vračamo nazaj k motociklističnim temam. Ja, in vožnja motocikla ima svoje specifike. Nekaj smo jih v oddaji Avtomobilnost že obdelali, vabljeni, da si jih pogledate v našem arhivu na MMC-ju, no tokrat pa se bomo posvetili zaviranju. In če se zaviranje ne izide po načrtih, postane del statistike, s katero se ukvarja na primer tudi policija. Nas pa že leta, bistveno bolj kot analiza statističnih podatkov, zanimajo vzroki, zakaj do nesreče sploh pride. In iščemo načine, ki bi ponudili drugačne ukrepe, kot pa so najbolj znani. Višanje kazni in povečevanje policijskega nadzora, kar je oboje seveda tudi potrebno. Ker izjemno preprosto je zaviti ročko do konca, potem pa, ko pride ovinek, pa nastane težava, ko je potrebno zavirati in ga speljati. In vabimo vas v svet Andreja Brgleza in Sama Trpina. Samo je inštruktor za BMW Motorrad, ki med drugim inštruira oziroma vadi tudi s slovenskimi policisti, tistimi, ki se vozijo na motorji, in skupaj bomo preverili, kako se pripraviti za varno sezono. In kako pravilno zavirati. Ja, Andrej, ti govoriš že o zaviranju, ampak do tega mora sploh priti. Namreč obstaja več stvari, potrebujejo namreč čas in pa dovolj prostora, da mi do samega zaviranja lahko pridemo. Temu se imenuje tako rekoč reakcijski čas. Na današnjem svetu, kjer imamo en kup komunikacijskih naprav, povezave z čeladami in tako naprej, je še več vsega, ki nas pri tem moti. In mi, če že gledamo samo omejitev v naselju, kjer je 50 km/h za približno predstavo, peljete se 50, 0 stran, pomnožite s 3, približno 15 metrov na sekundo. Če to prenesemo pri 100 km/h, 0 stran, pomnožite s 3, rabite 30 metrov, vsaj 30 metrov razdalje, da boste prišli do zaviranja. Velikokrat pa vidimo, da je varnostna razdalja absolutno premajhna in je to nemogoče izvesti, ker nikoli ne vemo, kdaj bo prišlo do te situacije, ker bomo morali zavirati v sili. Ponavadi to pride v okoljih, ker smo navajeni in se nikoli ničesar še ni zgodilo v vseh 20 letih, kadar se vozimo. Vsaj 2 prsta vedno na zavori. Pripravljeno za zaviranje. Samo na tak način bomo lahko v kritični situaciji, ko bo do nje prišlo in do nje vselej pride, zavirali na polno, optimalno na obe zavori. Ne glede, kako se imenuje vaš sistem, ABS, ABS Pro, Cornering ABS, Combined ABS, ne glede na vse zveneče oznake, vedno se zavira na obe zavori. In obe zavori pritisnemo na polno. V primeru zaviranja kritične situacije, ko jo zaznamo, seveda do nje smo prišli, ker smo imeli dovolj varnostne razdalje in nam je uspelo priti do šele sedaj točke zaviranja. Kakorkoli se smešno sliši, sklopko stisnemo, ob tem pritisnemo prednjo in zadnjo zavoro maksimalno, pogled usmerjen naprej, motor stisnjen in počakamo, da se ustavimo. Zavoro stisnemo maksimalno, če je možno. Učimo namreč tako, da jo stiskamo progresivno do konca, ker smo v stresu, jo bomo verjetno stisnili maksimalno. Nič hudega, boljše stisniti maksimalno kot sploh ne. Za motorje, ki pa nimajo ABS-a, je pa zadeva precej bolj komplicirana, kajti potrebno je precej več občutka. V nasprotnem primeru vemo, kaj sledi, blokiranje kolesa in padec. Je pa pri tem zelo pomembno veliko ljudi, ko zaviramo v sili, pri močnem zaviranju jim uide pogled na sam prednje kolo ali na sam števec, namesto da bi glava ostala odzignjena in gledati
v točko ustavljanja oziroma v točko rešitve. Ta ugotovitev je sama po sebi tako močna, da bi že zdavnaj morali najti načine, kako motoriste opremimo s to informacijo na tak način, da bodo začeli o tem razmišljati in vaditi zaviranje. In to takrat, ko to ni kritična situacija. Zaviranje samo po sebi je kompleksna stvar. Od pravilnega sedenja na motorju do pravilne uporabe vseh zavor, sklopke, pogleda, vse mora biti izvedeno pravilno in v pravem času, seveda. Zato predlagamo, polagamo na srce, pojdite na poligon, kjerkoli varno površino, pričnite z majhnimi hitrosti in probajte na polno bremzati, da boste videli, kakšen sistem imate na motorju, kako funkcionira in da ga boste znali tudi dobro izkoristiti. Še en nasvet za vse, ki se vozite v dvoje, trenirajte to z sopotnikom, sopotnico, kajti tudi ona ali on mora biti izbran, pripravljen spremljati promet. Če ne bo, ko boste vi vse pravilno naredili, ne bo pripravljen, vam bo podrl celoten sistem in boste padla, še preden se boste ustavili. Zelo pomembno je, da ste v dobri fizični formi ali kondiciji. Kako trenirati reakcijski čas? Dobro vprašanje. Jaz mislim enostavno tako, kot smo rekli. Ko se začne sezona, bolj ko si navožen, večkrat si poskusil bremzati normalno in v sili, o čemer danes govorimo, boljši postaješ. Vse do sedaj povedano, vključno z asistenčnimi sistemi, z odlično tehniko zaviranja, močjo zaviranja, z sposobnostjo voznika, pa seveda tudi motocikla, ki mora biti brezhibno vzdrževan, da lahko ves proces zaviranja sploh uspešno izpelje, se na koncu konča na eni točki, na točki sprednje pnevmatike, ki takrat, ko močno zaviramo nanjo, zgleda približno takole velika, za višino in površino ene bančne kartice. Ja, in če v trenutku, ko je potrebno zavirati, skozi naše misli pride še vprašanje, ali so pnevmatike v redu, že izgubljamo na našem reakcijskem času. Zato se je treba to vprašati nekoliko prej, pred začetkom sezone in takrat je seveda izjemno dobrodošel tudi strokovni nasvet. Opažamo spremembe v zadnjih letih, se pravi predvsem na področju prodaje motorjev, se pravi prodaja se veliko več touring motorjev, kot za razliko od prej, so se prodajali bolj športni motorji in to tudi privede do tega, kakšne gume se zdaj prodajajo, kakšne so se prej. Včasih je bila pomembna zgolj cena, zdaj pa tudi so kupci veliko bolj informirani, nam že sami povejo, kaj želijo od gume in na podlagi tega jim mi še lažje svetujemo. Čim bolj poznamo vozniški slog kot kupca, tem bolj lahko svetujemo pri izbiri pnevmatik. Naprimer, če stranka reče, da ima bolj športni stil vožnje, svetujemo tako gumo, ima manj profila oziroma bolj redek dezen, se hitreje obrablja, mogoče ni primerna za vožnjo v dvoje oziroma se hitreje ob tem obrabi. Če pa stranka pove, da motor uporablja za daljše relacije, pa svetujemo tako gumo, ki ima več narezanega dezena, se drugače obnaša, se bolje obnaša v različnih vremenskih pogojih, se pravi mrzlo, toplo in pa dež. Pomembno je tudi obremenitveni indeks na taki gumi, se pravi je tudi primerna za vožnjo v dvoje. Na ta način bomo najlažje najdeli najboljšo gumo z najboljšim oprijemom in tudi najbolj varno vožnjo na cesti. Za zdaj je nemogoče 100% gotovostjo trditi, koliko motoristov v kritični situaciji ne zavira ali zavira zgolj zadnjo zavoro. Po podatkih iz nekaterih držav so ti odstotki presenetljivo visoki. Če je cilj, da se zapičimo v raziskovalno natančnost različnih študij po svetu, potem bo bolje, če počakamo še nekaj let in bomo imeli pred sabo zelo verodostojne podatke o tem, ali je motorist pred trkom zaviral, koliko in na katero zavoro. Podatke bomo dobili iz črnih skrinjic v motociklu ali pa kar iz aplikacij v telefonu. Ampak bistvo ne bi smelo biti v tem. Ta podatek govori o nečem drugem in tudi cilj bi moral biti drugje.
Govori o tem, da povprečen motorist pogosto vozi s premajhno varnostno razdaljo. Cilj bi torej moral biti, da nismo povprečni motoristi. To je ena mojih prvih preventivnih izloženk. 10 zakonov ceste za motoriste. Izdana je bila leta 2003 in govori prav o tem. O zaviranju, varnostni razdalji ter o tem, da na motorju hitro zmanjka časa in metrov za zaviranje. Celo avtomobilnost bi se dalo govoriti o tem, kaj se zgodi, da zmrznemo in zakaj. Ampak spet, ne vem, če je to bistveno. Bistveno je, da se da to preprečiti in da smo to dolžni narediti. Zbranost, razmišljanje, predvidevanje dogodkov, treniranje pogleda in vaja. Vaja, vaja, vaja. V čem je problem? A ni vožnja z motorjem užitek? Naj bojo torej to vaje z uživanjem. Po pameti seveda. Kaj, če bi morali vaditi dobro štihanje vrta? Po mojem, to ni tak užitek kot vožnja z motorjem. Pa še 10. zakon, ga bom kar prebral, še danes drži. Za motor sta dobra volja in nasmeh. Za grenjeni in slabe volje v vožnji ne boste našli lepih doživetij in avantur. Strah je sovražnik, previdnost prijatelj, dobra volja pa naš zaščitni znak. Na vrsti pa je avtomobilnostni kviz. Najprej pa seveda odgovor na vprašanje iz preteklega tedna. Vprašali smo vas, če morda veste, kdo je izumil zmečkljive cone pri avtomobilih. No, te cone so seveda serija izumov in poskusov na drugih področjih, a pod avtorstvo avtomobilskih se je podpisal Bela Barenji, madžarski inženir, ki ga pogosto imenujemo tudi oče avtomobilske varnosti, saj je avtor več kot 2500 pomembnih varnostnih izumov. Barenji je bil leta 1994 sprejet tudi v Detroit Automotive Hall of Fame, leta 1999 pa je bil nominiran za nagrado Avtomobilski inženir stoletja. Koncept zmečkljivih con je patentiral leta 1952, prvi avto s takšnim konceptom pa je bil leto kasneje predstavljen Mercedes-Benz 180 Ponton. Mercedes je v izjemnem madžarskem inženirju hitro prepoznal velik potencial in mu izdatno pomagal razvijati varnostne koncepte, ki so bili veliko pred časom in so Mercedes postavili na posebno mesto tudi v varnosti. No, mi pa vam želimo, da bi zmečkljive cone redko ali nikoli preizkušali. Vprašanje tega tedna pa se glasi: kdo se ustavi hitreje, avto ali motor? Odgovorite tako, da skenirate QR-kodo na zaslonu ali nas kadarkoli obiščete na rtvslo.si/avtomobilnost in izberete enega od odgovorov. Qashqai je dobil novo masko. Pravijo, da je to nov nasmeh, zato ker je tako oblikovan v obliki črke V. In ta maska vsebuje elemente, ki izhajajo iz japonske tradicije. Ampak na premieri tega novega modela smo slišali zelo, zelo zanimive obljube. Dajmo se jim posvetiti. Prva obljuba pravi, da bodo Nissanovi električni modeli postali cenovno izenačeni z bencinskimi. Big part of the automotive buyers are ready to jump on the EV. But there are still some barriers, there are still some blocking points. The first one, this is the price of the car. Cost parity, that means that basically the customer will be able to choose or to have the same investment, the same budget, either for an ICE or for an EV car. We are reducing the gap year on year. First, working on the actual technology, which is the lithium technology on the battery, which is the biggest challenge. This is definitely the biggest challenge. And of course, running until 2028 when we will launch the solid-state battery solution. We are already starting to build those batteries, so we are testing some small one, and every month we are increasing the size of the battery. Te besede so torej dobra novica, saj je to zagotovilo, da bodo po zaslugi baterij z elektrolitom v trdem agregatnem stanju električni Nissani postali cenejši, ne pa bencinski dražji. Na primeru današnjega Qashqaia lahko povemo, da so ponudili rešitev, ki bo zelo, zelo olajšala problem, ki so ga zakuhali v Bruslju.
there is a new regulation requirement from Europe that basically requires each ignition cycle, so each time you turn on the car, that all those systems are enabled by default. So to meet this requirement, but to mitigate the issue that you have to go one by one each time you start the car, we have created the shortcut button. There's this button on the steering wheel. You can see the first item on the shortcut menu is called Driver Assist Custom. Govorimo o tistih, oziroma o tistem asistenčnem sistemu, ki nam s svojim delovanjem para živce, namesto da bi nam pomagal. O sistemu za opozarjanje na prehitro vožnjo. Ta v Sloveniji in v državah z enakimi cestnimi pravili pravzaprav sploh ne bi smel biti uzakonjen, kajti avtomobili hitrostno omejitev ugotavljajo predvsem s kamero, ki skenira prometne znake. Ker pa pri nas križišče razveljavi hitrostno omejitev in zato po križišču ni potreben po novem znaku, avtomobili redno opozarjajo na prehitro vožnjo tudi takrat, kadar vozimo pravilno. Pri Nissanu nam zdaj ta bruseljski nesmisel pomagajo odpraviti z enostavnostjo izklopa tega sistema, a hkrati pa so ta sistem tudi zelo izboljšali, že skoraj do natančnosti, ko postanejo ta opozorila že skoraj smiselna. The technology that we've used in the past with camera only was not very accurate in some cases where there is not always logical ways that speed signs are posted. So the system has difficulties interpreting that. So with the new Qashqai, what we've done is we've installed a system for intelligent speed assist that is collaborating between the camera right here behind the windscreen and a dedicated speed map. So this is basically a non-customer facing map that is saving what is the speed limit on all the roads. And by combining the speed map with the camera, the accuracy of the intelligent speed assist has improved dramatically. It's meeting at least the requirement of 90% accuracy today. 90%. Ja. Qashqai je po novem Googlov avtomobil. Komunikacijske funkcije v avtomobilu zdaj deluje prek Googlovega operacijskega sistema. To seveda pomeni, da imamo zdaj opravka z oplemeniteno navigacijsko napravo, ali pa tudi, da so zdaj spletni radiji v meniju neposredno prepleteni s klasičnimi FM in DAB postajami. So pa zdaj tukaj sistemi, ki vas lahko zavarujejo pred tistim, česar izza volana ne morete videti. Pogledate lahko celo skozi pokrov motorja, po novem pa lahko celo škilite. If there's like buildings on the side in small city centers or there's some greenery, some trees, you have to creep forward quite a bit all the way to the intersection to be able to look left and right to see any oncoming traffic that's coming towards you. So what we're using is the camera that's in the very front of the grille of the vehicle. So it's basically 1.5 meters in front of you. This is a fisheye lens, so it has a super wide angle. So on the 12.3 inch display that we have here, it compresses the whole 200-degree angle into this view, and you can basically, in one glance, without having to pivot your head left and right, you can see any oncoming traffic that's coming towards you. Kar se tiče samih pogonov, ponudba ostaja bolj ali manj enaka. Se pravi, to pomeni tudi, da bo tisti najbolj zanimiv motor, najbolj modern motor še naprej e-Power. Seveda govorimo o motorju, pri katerem kolesa poganjajo elektromotorji, ampak ti elektromotorji svojo elektriko pridobivajo iz energije bencinskega motorja. Ko so pri Toyoti s svojim Priusom pred slabimi 3 desetletji vstopili v svet hibridne tehnologije, so vsaj v 2 pogledih šli izven takratnih okvirjev. No, predvsem so bili prvi in prvi so razmišljali o gorivu nekoliko drugače. Znano filozofijo, razmišljajo globalno, delujejo lokalno, so pravzaprav na nek način obrnili na glavo. Ne pozabimo, Japonska je otok, ki nima veliko lastnih energijskih virov, ima pa izjemno potratno gospodarstvo in življenje. In zato so pri Toyoti že takrat razmišljali, kako lahko iz bencinskega motorja iztisnemo največ. In drugič, čeprav je hibridna tehnologija znana že iz leta 1900, so pri Toyoti uspeli združiti ta 2 planeta v eno vesolje. In sicer planet tehnologije električnega pogona in planet bencinskega pogona v skupno vesolje skozi menjalnik. In v to vesolje stopamo v naslednjih minutah.
Sam hibridni menjalnik, konkretni primer je zadeva, zdaj že 27 let stara, iz Priusa prve generacije. Tukaj ne bomo videli jermenov, zobnikov kot v ročnem menjalniku, hidrodinamičnega pretvornika kot pri brezstopenjskem jermenskem ali pa hidravličnem avtomatskem menjalniku, ampak bomo imeli samo par sklopov. Otomotor z te strani, gret iz otega motorja je vezana na vhodno gret v menjalnik in ta gret je vezana potem na planetno gonilo. Planetno gonilo je tole. Planetno gonilo se reče zaradi, ker imamo planete, to so te zadeve, 4 so v tem primeru, lahko so 3, lahko jih je 5, 6, to je nosilc planetov in te planeti krožijo po vencu, pa tale zobnik. Seveda, planeti pa krožijo okrog Sonca, ki je pa v sredini znotraj in se ga zdaj noter, če ga pogledamo, ga bomo videli. To je pa v bistvu tale zadeva. Se pravi, imamo Sonce, to, kar smo noter gledali, potem imamo v tem primeru na modelu 3 planete, na nosilcu planetov in imamo venc. Tale zadeva je pa tole modro. No in na Sonce je vezana glavna gret bencinskega motorja. Samo. Recimo, da vozilo stoji. Ko vozilo stoji, pomeni, da so kolesa na meru, polosi na meru, diferencial, cerno zobljenje in venc. To pomeni, da bo rotor elektromotorja na meru, se pravi, tale modra zadeva je venec, tale zobnik na meru. Ga držim. Zdaj treba napolniti baterijo. Se pravi, da je treba najprej zagnati bencinski motor. Kako ga pa zaženemo? Ali imamo zaganjač? Ne, ker ga ne potrebujemo. Tale zadeva tukaj, ki ima primarno funkcijo generatorja, v tem primeru, ko je treba zagnati bencinski motor, pogonski računalnik pošlje električno energijo sem, tako da ta ni več generator, ker ne generira, ampak troši električno energijo in se zavrti. In tale se zavrti. Ko se tale zavrti, in ta je vezan na Sonce, Ja. in ko venec stoji, se pravi, venec stoji, ker se elektromotor ne vrti, mi smo pri miru, ne? Je to pri miru. In če zdaj zavrtimo tole, bomo zavrteli tudi Sonce noter. In če zavrtimo Sonce, bomo videli, da smo začeli vrteti tudi tale rumeni nosilc planetov. Tale nosilc planetov je vezan pa na glavno gret bencinskega motorja. Seveda. In zdaj trošimo energijo, ker pošiljamo iz baterije električno energijo na generator oziroma elektromotor v tem primeru. Ampak, ko bo bencinski motor začel delovati, bo on prevzel vlogo tistega, ki nekaj vrti. In v tem primeru zdajle vidimo, da nosilc planetov vrti Sonce, pa začne tale generator pa dejansko proizvajati električno energijo in se polni baterija v zadku vozila. Če se mi spuščamo po klancu navzdol, takrat motor ne deluje, ne? Mi polnimo, kot rekuperiramo. Kako takrat v bistvu kolesa dejansko polnijo baterijo? Gremo po klancu navzdol z neko srednjo hitrostjo. Ja. Popustimo pedal za plin, prva stvar, ki se bo zgodila, bo, da se bo izklopil bencinski motor. Tako. Ker ni več potrebe po njegovem delovanju, se bo on izklopil. No in zdaj venec se pa še vedno vrti, ki je vezan na elektromotor. Tale zadeva. Tale, ja. No, ampak zdaj seveda, ker ne potrebujemo pogona, ta elektromotor ne dobiva električne energije iz baterije, ampak jo začne proizvajati, ker ga poganja inercija samega vozila. Kinetična energija samega vozila vrti tale elektromotor, ki pa zdaj postane generator, začne spreminjati mehansko energijo oziroma kinetično energijo v električno in jo pošilja v baterijo in polni baterijo. Kaj pa razlika med starejšimi modeli, recimo Prius 1, Prius 2, 2.4 do 2.9, Prius 3, 2.9 do 2.16, Auris TS, RAV4, še prvi in tako naprej, in med kasnejšimi modeli, ravno med tem, da tukaj smo imeli vse v eni osi,
se pravi vse v tej liniji, generator, planetno gonilo, elektromotor. Tukaj imamo pa vzporednih par gredi. Ena gred, druga gred, v diferencialu tretja gred, vmes je pa še ena od gredi pri reduciranem ozobljenju. Tako da nimamo vse v isti liniji, zaporedno, nekako serijsko naložene zadeve, ampak jih imamo te gredi vzporedne. Kaj je prednost tega? Precej manj mehanskih izgub, manjši prenosi, manjši momenti negativni, pa precej bolj kompaktna zadeva in s tem tudi lažje. In če bomo primerjali, da je tole iz 2500 kubičnega RAV 4, zdajšnjega pogonski sklop, ki je precej močnejši kot pa Prius 1, to, kar smo prej gledali, bomo videli, da ta menjalnik ni velik, glede na to, da je praktično skoraj enkrat močnejši. In planetarno smo pripotovali do 3 najnovejših Toyotinih hibridov in Kaizena. Kaizen pa ni samo revija, ampak je predvsem v prevodu namreč pomeni težnjo k stalnemu izboljševanju, kar pa je ena od temeljnih filozofij Toyote. In ko smo ravno pri zastavonoši hibridne tehnologije pri Priusu, v 5. generaciji je sporočilo jasno: več športnosti, vozne dinamike in priključno hibridna tehnologija. Ker zdaj, po skoraj 3 desetletjih, je jasno, da so hibridi lahko tudi vozno zelo dinamični. V 5. generaciji Priusa so to dosegli z bistveno povečano močjo litij-ionske baterije in z 60% večjo močjo elektromotorja. Vse skupaj seveda je najboljša podlaga za točno to, kar si rekel, bistveno bolj športno in dinamično vožnjo Priusa. To je en korak naprej. Drugega pa vidimo v novem CHR-ju, ki je zelo evropocentričen, načrtovan, dizajniran in izdelan v Evropi, z novim močnejšim elektromotorjem in programsko opremo. In tudi tukaj tehnološki hibridni Kaizen. Tudi tukaj je litij-ionska baterija, ki je nameščena na zadnji osi, zato da je razporeditev teže čim bolj idealna, nekoliko manjša, lažja, vendar hkrati močnejša, kar omogoča skupaj z močnejšim elektromotorjem lažja in hitrejša pospeševanja in nekaj manj obratov pri visokih avtocestnih hitrostih. Oboje seveda pomaga še dodatno zmanjšati porabo goriva. Pri priključno hibridni različici Toyota RAV4 pa je posebnost ta, da pride že serijsko s 4-kolesnim pogonom. Ampak Toyota RAV4 je bila nekoč, že dobri 2 desetletji nazaj, povsem električna in Andrej, ti si jo imel celo priložnost peljati. Ja, res je. Električni RAV1 je bil odličen. Testiral sem ga pa v ameriški puščavi pod žgocim soncem. Ostalo je samo vprašanje, ali ga bodo delali ali ne. Odgovor je prišel pa pravzaprav relativno kmalu, ko se je postavilo to vprašanje, ki smo ga postavili na začetku oddaje, kako z energijo ravnati kar najbolj pametno. In ko si ravno pri porabi energije, z lastnikom tega RAV4 sva govorila in pravi, da mu porabi oziroma da lahko na elektriko naredi do 80 km in da je skupna poraba bencinskega in elektromotorja na koncu z lahkoto 4-5 litrov na 100 km. Prav poseben energetski izziv pa je za vse avtomobile seveda visoka potovalna hitrost na avtocestah. Še posebej za popolnoma električne avtomobile ali tiste, ki so izdatno elektrificirani. No in Miha se je lotil točno tega eksperimenta. Na identični poti je testiral 2 različni hibridni tehnologiji. Več si poglejte na YouTubeu Avtomobilnost oziroma na MMC podzavihku Avtomobilnost. Seveda pa se vidimo naslednjič v oddaji. Srečno!